Spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi iz podcasta. Z vami sem Mateja Trunk Hrvatin. Danes je z mano gostja, ki stoji za številnimi uspešnimi zgodbami. Namreč to je ženska, ki je svojo pot začela v novinarstvu, jo je nadgradila v svetu odnosov z javnostmi in kriznega komuniciranja. Prav tako pa se ukvarja tudi v akademskem svetu, namreč predava, to pa seveda tudi ni vse, namreč piše tudi knjige. In ob vsem tem pa ostaja mama in osebnost z jasno in močno življenjsko zgodbo. Z mano je Andreja Jernejčič. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo zdrav in hvala lepa za povabilo. Kako ste? V redu, ja, tako. Decembrsko razpoloženo. Decembrsko vzdušje, ne? Saj to se že malo čuti v zraku. Pa dejva midve, jaz bi vas kar takole direkt vprašala. Imate, bom rekla, kar zelo bogato kariero. Kako ste pa vi že kot mlada punca, ste že takrat začutili, da želite iti v novinarske vode, da se želite izpostaviti na tem področju? Kdaj ste to začutili? V bistvu sem že od malega. Vem, da sem v drugem razredu in sem na avtobusu pred zadnji postaji rekla, hočem biti igralka in pevka. In me je en sošolc zatrl, tu pa ne moreš biti. Verjetno, če bi se rodila v igralski družini, bi šla moja kariera drugače. Ampak od takrat naprej sem se pa potem ves čas našla že v novinarstvu. Vedno sem pa sanjala, bom pa novinarka. In to se ni nikoli spremenilo. In se spomnim, in v 5. razredu sem potem že začela s to tedensko oddajo na lokalnem radiju in tako naprej. Ampak želja, da bi bila novinarka, je bila in slika, predstava je bila v bistvu v celoti ves čas prisotna. Pa se še kdaj spominjate tega dogodka na avtobusu? Ja, seveda. Mislim, spominjam se ga v zadnjih letih veliko več, ko grem nazaj, kaj sem v resnici želela biti kot otrok, kaj me okolje spremenilo, a so to res moje želje, ali sem dobila iz okolice več. In igralstvo me je zelo pritegnilo, sem tudi vem, da sem v dramskih krožkih nastopala, zelo veliko sem bila aktivna. Ampak, ne vem, pot se je potem odvila na tak način, da sem šla v novinarstvo in novinarstvo je bilo res tisto, kar sem vedno rekla, jaz bom novinarka in to je to. In tudi pozneje, ko sem šla v PR oden, nisem nikoli razmišljala, da sem PR-ovka, ampak moji možgani razmišljanje še vedno ostaja, kot da sem novinarka. V tistem izvoru v bistvu. Bili ste pa tudi najmlajša urednica informativne oddaje. Pri katerih letih ste že bili to? To se pravi prvi letnik gimnazije. To je zelo hitro. V 8. razredu sem začela delati na Omeški televiziji, ki se je takrat odprla. Imela sem srečo, da so me starši podpirali, mi smo živeli v eni majhni vasi, in sem se lahko vozila, oziroma nisem se kolesarila, ker ni bilo avtobusa vsako jutro, vsak dan, to je 30 kilometrov ali pa več na dan. Imela sem čudovito postavo. Mišice bo so. Če ste toliko prekolesarili, zagotovo. Ker sem svoje cele počitnice tudi pri njih delala. Ja, in potem je bil prvi letnik in ni bilo dovolj urednikov, ali so bili dopusti, ali karkoli, in vem, da je bilo po kakšnem mesecu, 2, mislim, tam sem celo leto delala, da Andreja, boš ti kar informativni program naredila. Sej zgleda nič posebenega, ampak vseeno imaš 5 novic, pa vreme, pa tržnica v ponedeljkih, pa še en dan je bil. Mislim, da je bil petek, ampak ni res, vsem si mogel vrstni red in to se pravi prvi letnik gimnazije, to tam 14-15 let, ne? Ja, to ste bila zelo mladi. Ampak sem živela, to je bilo moje življenje. In tam sem delala brezplačno. Meni so prvi dan povedali, da nimajo denarja. In jaz nisem šla delati zaradi denarja. Meni je bilo to tako všeč in po gimnaziji vem, da sem šla na televizijo, zvečer zadnjim avtobusom domov, polet kolesarila. Točno, to sem tudi mislim, da prebrala v vaši knjigi, kjer ste napisali, da so vaši takratni kolegi odšli zvečer na pivo, vi ste pa pač morali, ali ste delali, ali ste pa šli s kolesom domov, in da je bila celo enkrat ena taka bolj pikra pripomba v smislu, da vi pa ne boste nikoli novinarka. Ja, to je v bistvu en moj prijatelj. Oni so šli, ob 19. smo na televiziji, so šla poročila in takrat so šli sodelavci, oziroma starejši so bili, jaz sem bila res najmlajši pikolin tam, so šli na pivo. No in enkrat je eden od njih, da ga ne imenujem, dejal, ona ne bo nikoli novinarka. Takrat sem bila v gimnaziji, res da sem prihajala z vasi, z zelo delovnega okolja, to se pravi vrednota, ki so mi jo starši dali, je bilo delo, pri nas nismo poznali drugega kot delo.
za rojstni dan recimo si dobil, da nisi rabil delati in si lahko bral in jedel sladoled. To je bil v bistvu edini dan v letu, ko nisem delala. In zato je meni še danes rojstni dan res nekaj posebenega. Ne delate na tisti dan? Ne delam. Niti na rojstni dan hčere nočem delati. Tako da sta 2 dneva, ko meni nekaj pomeni, ampak to je povezano z otroštvom. No, in če se vrnem, Jon, je bilo rečeno, da jaz sem nikoli novinarka. In po mojem je to tako podžgal, kot je Oprah sem brala, da tisto, kar ti nekdo reče, da ne moreš, boš še močnejši naredil. In vedno te take stvari, če jih znaš pravilno obrniti, dajo dodatno moč, lahko ti dajo izziv. Odvisno, kako znotraj sebe, svojih možganov, telesa to narediš. Ne? In jaz ne, da nisem, da imam, jaz imam 2 fakulteti. In to vsaka samostojno, ne A pa B. 16 izpitov konc leta. Se pravi, in potem šla naprej še na magisterij. Ker enkrat mi je pa moj stric dejal, faks je za povprečne ljudi, to se pravi, jaz nočem biti povprečna, sta bila 2, pa več znanja sem želela, ker mi je samo novinarstvo ga dalo premalo. In rekla sem, bož, da se zdaj učim, ko sem še mlada, ko si še pripravljen, ko sem rekla, da nam pa na stare leta, da mi bo kdo preveč možgane, prav, ker ne veš, kako bo, ne? Seveda, normalno, sej. Pa tudi na koncu znanje je nekaj, kar vam nihče ne more odvzeti. Tudi to. In ves čas ga moramo nadgrajevati, to je tudi popotnica, ki jo danes dajam in hčeri in ljudem, zdaj, ko si mlad, se uči čim več znanja, ker bo tem boš lahko ti soustvarjal sebe, ne bodo drugi toliko lik tebe. Ne? Kako so pa na vas gledali, naprimer v gimnaziji, ko ste bila tudi tako zagnana, pa so bile kakšne zavisti ali so vas tudi dejansko sprejemali takšno, kot ste in oziroma vas tudi spodbujali? Namreč tista leta, takšna najstniška, znajo biti marsikdaj dvorezen meč tudi. Na gimnaziji, to so v osnovni šoli, me niso vsi učitelji spodbujali, ne vem, eni ja, eni ne, ampak sem se mogla kar boriti. To je bil res razlog, ker sem prihajala z vasi. Ker mislim, da ste nekje celo v knjigi omenila, da so vas nekje v šoli določeni učitelji tudi malo zatrli, da vas je šola nasploh malček zatrla. Ja, malo me je, ampak so mi pa pustili, da sem vedno brala obvestila, celo osnovno šolo, mislim celo od 5. razreda, gimnazijo celo, to je tisto, takrat so imeli včasih še po zvočnikih, obvestila nadomeščanja pouka, odpade kakšno. Kaj odpade, tako. Ali pa da imamo jutro športni dan, to se pravi, tako je bilo skoraj dnevno. In sem lahko zbirala, grem na začetku 3. ali 4. ure, ali grem na koncu, in to sem lahko tudi prilagodila, če je bilo spraševanje na začetku, sem šla lahko takrat, če nisem znala, recimo, ne. Kdaj ti pride taka stvar prav? Ne vedno, ampak je bilo zanimivo. Moram reči, da tukaj mi nihče ni uveral. To so bili še veseli, da se je nekdo javil. To, da sem želela voditi, prireditev ali pa take stvari, vem, da sem tudi predsednica cele osnovne šole, to mi je vse bilo v redu. In da si nastopil. Tako da te stvari ne vidim, da bi kdo me overal. Imela sem srečo, da nikoli niso starši mi rekli, to ne gre, ni možno, ampak vedno mama je rekla, glej, tam je prijava za audicijo, a bi ti šla, vem, kaj nacionalka imela, ko sem bila v 5. razredu, audicijo in je mama mi rekla, ja, bi ti šla, in sem rekla, ja. In potem sem šla na avtobus in s taksijem do televizije, ker jaz sem prvič šla sama v Ljubljano in jaz nisem vedela pri tistih mojih verjetno 16 letih, kje, ali pa 15 kje. Ja, vsekakor kje. Tako da v resnici tle so bile, ni pa vedno šola me podpirala. Recimo, jaz sem zelo želela peti in se spomnim, v 5. razredu mi je rekla učitelj, ko sem šla v pevski zbor, da moj glas ni primeren in seveda sem letela ven iz tiste skupine in jaz nikoli v življenju, jaz sem mislila, da ne znam peti. A res, to prepričanje je ostalo? Ja, in zdaj igram inštrumente in sem rabila veliko let, da sem zraven začela peti in še vedno pojem tako, da me drugi bolj ne slišijo ali pa dam glas dol, ker mi je takrat bil rečen, iz zbora so me dali ven, da ne morem peti. Ja, in to je ostalo dejansko zdaj v vas in dejansko ta tihi glas? To sem spremenila, ampak vprašanje, kam bi šla moja pet, ker mi je res v bistvu umetno zanimivo. Moja hči poje fenomenalno lepo, verjetno ima tudi pomen. Moja mama je pela, babica je pela. In bolj prejš ti v pevski zbor in ne ti v osnovni šoli je bilo to in ti pa nisi to. Ne? To toliko škoda, kot ti okolje lahko naredi in nas zaznamuje, je ravno pol to, ko se bo pozneje dotaknile, je ta samozavest, koliko se ti sooča s tem, na kakšen način, da sebe pozneje, da res čutiš, aha, to želim biti, tega ne želim. Mene nič ne moti, res delam vse, kar mi je všeč, ampak vidim, čez kaj vse sem v življenju mogla iti in na srečo se nisem vedno ustavila, ko je nekdo rekel,
to ne gre, to ni v redu, ali pa najdeš drugo pot, tako kot je Madonna, ki je hotela biti plesalka, ker so rekli, da ne gre kljub temu, da je vse vadila, bila pevka in danes vključuje v petje v bistvu zelo veliko plesa. Ja, drži, to drži. No, vi ste obdržali to moč oziroma ste imeli v sebi to samozavest, kot tudi spravite, ne, da samozavest je seksi, ne, to dejansko pomeni, da vi čutite v sebi samozavest, tisto pravo moč, ki jo dajate navzven in potem tudi nekdo, ko vas želi ustaviti, vas ne. Vi vidite naprej, kako zadeve teče, ali se boste podali na to pot ali ne. Niste se dali verjetno, niste se pustili, da bi vas zatrli. Takrat kot mlada nisem o tem toliko razmišljala, ampak sem imela željo. Ampak vsekakor ste pa bila zagotovo trmasta, da ste vseeno šla po poti, ker verjetno drugače tudi ne bi prišli tako. Nisem se ozirala na ovire. To zdravo, imela sem ključno okolje, so bili starši, ki me niso uverali, ni bilo rečeno, kaj pa ti to rabiš. Ja, to je brez veze. Kdo reče, kaj pa rabiš to knjig napisati. Pa zakaj me to sprašuješ? Vprašaj me, kako se počutim, zakaj sem to naredila. Pa zakaj ste napisala? Ja, ne pa da me uveraš. Zakaj prideš, kaj pa ti to rabiš? To je zelo negativno vprašanje. Ne poznaš me dovolj, ne veš, v kakšnem okolju živim, zakaj to delam. Kaj pa, če jaz o tem uživam in preprosto želim deliti? Ker vedno, ko delimo, ne tla pravimo, da se je Bog zmotil, ko deliš, dobiš več, ne, se množi. In s tem, ko ti nekaj daš, od sebe narediš prostor, da lahko ti nekaj dobiš. Tako. In v bistvu, jaz imam veliko željo, da ljudem, ki so mi dragi, podarim, dam, delim. In mene s tem usrečijo. Hkrati si pa jaz od prostor naredim, da lahko druge stvari dobiš. No, odlično, to je lepo slišati. To bi več nas moralo tako razmišljati na tak način. Zdaj, se pravi, novinarstvo. Kdaj pa ste potem nekako šli v PR-ovske vode? Kdaj ste to začutili, da pa bi morda to nekako ali nadgradili ali pa pač še preizkusili ta svet? Ne, potem sem bila v teh različnih novinarskih hišah in naključje je prineslo, da sem bila potem povabljena na Ministrstvo za obrambo. Tam sem ostala tiskovna predstavnica obrambnega ministra v času, ko smo vstopili v NATO in potem so se stvari začele spreminjati. Zdaj pa ne ali bi urad vlada za informiranje prej, poznej in potem NSI, slovenska industrija jekla, pa na IBM, tam, kjer sem lahko direktorica korporativnega komuniciranja, ampak sem odgovorna za celo jugovzhodno Evropo. In to so v bistvu zelo taki različni spektri, pa Infonet mi je, se pravi Radio 1, takrat je bila Antena, 17 radijskih postaj smo imeli. In tako sem spoznala od politike, multinacionalke, gospodarstva, zelo različne spektre PR-a. Neslo je, ampak še vedno je zelo veliko časa sem trdila, ne moreš biti dober PR-ovc, če nisi bil novinar, oziroma vsaj spoznaš novinarski poklic. Ker PR-ovc ni, da si lep. To sem enkrat napisala v knjigi. Včasih bilo tako, če so tako bil kot kliše, ne? Če ne vejo, kam bi jo dali v PR. A ste vi na glavo padali? PR je ena najbolj odgovornih funkcij. Ti moraš povedati z javnostjo, z mediji komuniciraš, z ostalimi deležniki, kaj bo neka stvar, kako boš skomuniciral, imaš krizo. In če je ne znaš rešiti, bo ti tam lahko se nekaj unič. In to včasih mi doreče, zakaj naš PR-ovc ne zna? Ja, zato, ker nima toliko izkušenj. Večina PR-ovcev danes nima toliko izkušenj, mogoče ni imelo možnosti in tega ne zna narediti, zakaj ne zna naš izvajač trening javnega nastopa. Ne? Zato, ker ni zdraven, še vse to doživel, ker ti jaz vse te stvari delal in celo življenje dal za to in ne pričakuje njega. On je dober PR-ovc, ampak za ta spektr. Tako za neko omejeno... Ampak PR-ovc, delo PR-ovca, moraš res poznati vsebino in delo novinarjev, izčutiti, biti hiter odziven. Saj ne, da je vedno vse bo zlaufalo, ampak v 99%, če imaš prave izkušnje, boš lahko res dobro naredil. Zato PR-ovc mora znati veliko in je to odgovorno. Ja, vsekakor. Zdaj v PR-ju, potem dejansko v PR ste šla zelo mlada na koncu. Samo ste imeli že pa ogromno izkušenj kot novinarka. 27 leti sem postala tiskovna predstavnica in sem bila pripravnica. Pri 27, to je zelo hitro. Ja, in so imeli težave, ker to je, jaz sem na srečo mlada, ambiciozna in jaz sem delala od zjutraj od večera, včasih, verjetno do polnoči. Tako, jaz sem zjutraj prišla v pisarno, vse vikende sem delala, mislim, da en vikend nisem, pa razen dopusta, poletje tam, ko smo imeli dopust. Otrok še nisem imela sem partnerja in vem, da se je po 8 letih enkrat pritožil,
enkrat je sem rekel, ta v soboto smo obljubljali, da greva v Trst. Kako je, mi imamo pa na nas moram iti. Obljubljali smo pred ne vem koliko časa. No, in bo sem šla do ministra in sem rekla, jaz pa to v soboto ne morem iti z vami. Kako ne morate iti? Šok, verjetno niti. Ja, kdo bo šel? Jaz sem rekla, res ne morem. Ja, kaj pa imate? Kako ne zdaj jaz povem, da sem doma, obljubila, ne vem, kdaj je tako. Ne? In, v bistvu sem res živela samo za službo. To je bilo od jutra do večera. In tudi, ko sem šla z ministrstva, so me pogrešali partizani. Je ona mlada, ki nas je vozila. Eni so imeli probleme, ker sem bila mlada. Noben pa ni gledal, koliko let sem jaz že v tem in kako živim. In ni mladost tista, ker to danes, ko gledam mlade, ni rečen, ker je mlad, pa je še v zelen. Lahko bo delal neke napake, lahko bolj hiter, manj potrpežljiv, kar smo mladi bili, kar so danes. Kar so danes tudi, ja. Ja, ampak to ne pomeni, da nimajo znanja, izkušenj. Mi se od mladih lahko še vedno zelo veliko naučimo. To jaz vidim, ko predavam na teh faksih. Ja, so nestrpni, ampak to ne pomeni, da so nesposobni oziroma nepametni. Oni so veliko bolj pametni, kot mi. Ko sem jaz vprašala, če bo šla po mojih stopinjah, če kaj mika, no, tako, mami, tole bom že odvodila, pa to sem, da bom pa tuk nora, kad ti dam tuk delala. To pa ne. Tuk ne. Zelo je pametna, če realno gleda. Ja, ok. Vse se bo videlo, no? Tudi ona bo še lahko kako drugače razmišljala čez leta. Mora biti pa ta prenos znanja. Ne? Prenos znanja med starejšimi na mlajše in mlajše na starejše. Vsi se moramo drug od drugega dejansko učiti, da lahko tudi kot družba napredujemo na koncu koncev. Res je in se spomnim, res takrat ne, so imeli prav na ministrstvu, pa še to je moško okolje, ja. So bile težave, ampak imela sem pa to srečo, da nisem videla, da zjutraj, ko sem prišla v pisarno, pred mano bilo 20-40 polen. Jaz sem to odmaknila in sem šla delati. Ok, v bistvu se sploh niste zavedali, da so polena. Ampak me ni motil, bom pač jih odmaknila in greš delati naprej. In je to. In sem imela ogromno ljudi, ki so bili prijazni, pa znano na kavo. Jaz pa res nisem veliko na kave hodila, ker nisem imela časa. Ja, seveda, če ste to delali. Ampak to je napaka. V bistvu na kave z ljudmi moraš več hoditi. Ampak še vedno, vse nekaj greš, pa greš na poti. Ne? Ampak imela sem čudovite izkušnje z Rumsfeldom, takrat je bil on obrambni minister Amerike. Videla sem se srečevala po hodnikih, on je mene že poznal in je tako rekel, kako si tisti varnostniki so že vedeli. In ko so moji kolegi potrebovali njegovo sliko, se rekla, gre zrihtati. In sem šla do njega, bi se vi slikala z mojimi kolegi tam gor in je on prišel. In sem varnostniki kar pustili, da grem do njega. Ne? Ja. In tudi smo bili na varnostni konferenci v Münchnu. Jaz sem vedno posod hodila. In tudi pa sem poročala informacije. Sem klica na ESTA, sem vse povedala. Res sem tako bila multipraktik. Takrat sem še fotografirala sama. Ja. Potem si šel v hotel, da si prodal slike. To ni bilo tako, kot danes, da sem pošljaš. To je bil čas 20 let nazaj, ko ničesar ni bilo. Ti si mogel še nekam se vezati, kot na ene fakse, na nek mail. To je bilo čist drugi svet. Počasno, vsaka, sem bila na hotelu, sem mogla dolo eno pisarno njihovo, da sem lahko pošiljala gradivo, slike v Slovenijo. No in vem, da je Rumsfeld, ko prišel sami moški, so bili, pa sem bila jaz tam prišel do mene, kako sem rekla, super, a me je bila še bolj, če bi eno fotografijo naredili z mojim ministrom, roke, pa je zaupijem, bo cel dvorani minister, pa so vsi ministri obrnejo, ker ste ista beseda. Ja, po vseh jezikih. Moja pride slika fotografirala in potem je bila res tista, mislim, da čez pol strani nekega medija. In takrat je ugotovil minister, da jaz se vse zmenim še odzad. In tako ne, veliko dela, zelo veliko. Vem, da sem za dnevnico 3 dni Poljske dobila 3 dni Poljske 23 €. Se pravi, meni je bilo kriti niti osnovni stroški. Nekaj tebi čakajo, greš na kosilo, tudi če ga ne greš, če ga zamudiš, karkoli odpade, se šteje, da si tam dobil. In to so bili nobenih oblek, ti ne krejejo, nobenih najlonk, ampak ti v resnici vse to potrebuješ, kakšen šele make-up, urejenost, ne. In jaz vem, da sem pol zraven še dodatno delala, da sem jaz lepo vse pokrila stroške. Da je to šlo skozi. Ste pa delali še v drugih večjih sistemih, tudi v IBM-u, pa tudi, nekaj sem prebrala, ste aktivni bili, ali ste še na Maldivih, pa mislim, da je še kaj za... Zdaj trenutno delam še v več državah, glavnina je Slovenija. Kaj pa IBM? To je pa tudi bilo v takrat še pred leti, ne? Tako v času PR-a, to se pravi,
pokrivala sem PR za celotno jugovzhodno regijo, drugačen sistem dela, multinacionalke, tudi se v resnici veliko naučiš. Tako kot je imel vsi, slovenska industrija rekla, je bil takrat sem vzpostavila sistem komuniciranja 6 podjetij, ki je potem enako veljal, kot so dobili nove lastnike, tako kot je treba delovati, tako da je bilo v vsaki instituciji lahko nekaj naučiš, zelo veliko, ko pa sem naredila, sem rekla, zdaj pa grem, ker mi je v bistvu postalo dolg čas in se spomnim, sem šla lahko na SIO ob 2 domov in jaz nisem imela kaj delati. Je bilo najti drug izziv že. Ja, in pa sem začela, takrat vem, sem vzela trenerja plesa, tenisa, ampak to sem bila stara, govorimo zdaj v 30-ih, 31-ih, ne še. Ker se sploh nisem znašla, ker v bistvu sem bila navajena res, tudi ko sem na Infonet Media, sem ves dopust dala za predavanja. Dokler nisem, mislim, da pri 33-ih šla za en teden na dopust. Ta prav dopust. In kako je to izgledal ta dopust? Da je bilo zelo lepo eno takrat. Si vedno vzamete čas za dopust? Takrat sem ugotovila, da nočem več za dopust predavati pa pisati knjige. Mislim, ampak je to lahko kot del, ne pa da grejo celi dnevi. Ja, razumem. V tako velikih sistemih, ki ste delovali, pa tudi bilo potrebno nekako vzpostaviti krizno komuniciranje. Vsako podjetje, tako kot recimo ministrstvo, multinacionalke, gospodarstvo imajo svoj sistem. Ja, in tako se tudi potem naučiš, navadaš in dobiš več izkušenj, kako delovati, kaj je krizna situacija. Meni pravijo, en župan je komentiral, da ko je kriza, jaz kar orgazem doživljam. To je njej the best, bolj se dogaja kriza, ona kar vsa happy, to je njej najboljš, kar je lahko. Ne? Ja, v bistvu v krizi, ne vem, lahko me pokličejo 5 minut čez 4, tako vem, ko so le plave, 16:05 me je klicalo eno podjetje. Glih sem lepo tako rekla, poletje je bilo avgust, ne? Ja. In sem rekla, danes bom pa prej. Ja. Pa je bilo konc, naslednje 14 dni. Ja, v bistvu v krizi moraš reagirati takoj. Fajn je, če poznaš veliko ljudi, če se znaš znajdati. In hitra komunikacija, zmanjkuje ti pa časa. In kdor tega ne pozna. Ne, jaz včasih rečem, jaz vem, ko bom dobila krizo, bom šla hitro reševati in upam, da bo rešeno. Običajno je. Če pa nekdo reče, ampak je to strošek, z mano boš šel v krizo 1 dan, 2 dni, 3 dni, z nekom, ki je ne zna, boš pa potopil se ali bo pa 1 mesec reševal, ali pa 2 meseca, ali pa sploh ne bo rešil. In je ful razlika, oziroma zelo velika razlika med tem, kako rešujejo krizo. Ne? Ja, in še nekaj pozabljajo. Kriza je ljudje, ki jo morajo reševati. To so tisti, ki so vpleteni. So ponovadi zelo šibki. In to je ravno ta knjiga Steber v meni, ta samozavest. Običajno morajo močni ljudje, vodje, direktori nastopati in nekaj povedati. Tako. Ampak tudi njim se zruši svet, običajno. Čeprav smo mi navzven lahko top, ampak to je ta knjiga. Ti si lahko super vse in tudi takrat moraš znati. Ja, tako je. Ampak, ima znotraj sebe postavljen steber. Mi se lahko zlomimo, ampak v 2 dneh se moramo znati nazaj vzpostaviti. In običajno nima strokovnjaka, ki ti bo pomagal. In to je ta knjiga. In ne vem, do zanj sem imela septembra en zelo, zelo težek dan. Neka stvar me je sesula, ampak kratkoročna. In sem vzela to knjigo, šla vrat. Sem rekla, kako je bilo to dobro napisano. In mi je nazaj pomagal. In od takrat naprej, se pravi, po enem mestu sem se lepo stabilizirala, ne bom več dovolila, da bi nekdo s podlostjo, z lažmi, lahko še tako prizadel, recimo kot je mene takrat. Ni varianta in se še tako opolnomočiš. Ker vedno, ko izstopaš, ali pa če imaš kakšno preteklost, ti lahko nekomu nekaj ne bo všeč, ali pa te bo nekdo napadel, ker nekaj hoče od tebe. Tako. In jaz sem že prečistila, da sem dala te ljudi stran, ampak še iz zgodovine, kdaj kaj ostane in moraš očistiti. In prav vidim, tudi ko imam krize, so direktori, direktorice, vodje, izredno uspešni ljudje, ampak se mi sesujejo, se mi zjokajo, pa ne sem zjokajo, ne vejo, če bodo naslednji dan lahko spalali ti izgovor ali pa... Pa kakršnokoli nastop. Pa ne, da nimajo moči, tudi oni so prizadeti, to so običajni ljudje, ki ravno tako kot so novinari, ki morajo skozi delati, pa na drugi strani ljudi, ki jim tudi ni vseeno. In kriza ponovadi ni glih enostavna in jaz moram tudi opolnomočiti ljudi. To je velika odgovornost tudi. Ja, ampak zdaj, ko že vem, mi tudi ljudje zaupajo, pridajo, mi to delamo, da večina kriz ne pride v javnost, ker niti ne želimo.
da se reši prej. Ja, seveda, sploh če se da. Ja. Zakaj bi mogli, da se avtomatsko vse moraš kar uničiti? Nekatere stvari se dajo rešiti, če znaš pravilno reagirati, če je pravi čas. Pa tudi, če pa nekaj narobe narediš, prideš in rečeš, sem kriv. In to, da rečeš, sem kriv pred javnostjo in te 3 dni nabija, ni enostavno. Ne, zagotovo, da ni. Ampak spomnim se, ko smo imeli primer, ki sem ga vodila, takrat je bil Barsos, zamenjava želodca, ko smo zdravemu človeku operirali. In takrat je mogla takratna direktorica Barsosa v bistvu nastopati in povedati. In ona ni bila v resnici nič kriva, je pa odgovorna, ker je vodja. Se pravi, napaka se je zgodila nekje druge, za katero je ona naknadno zvedla. Nič kriva, ampak si vodja in ti si kriv. In moraš priti in reči, mi smo krivi. To ni enostavno, sploh gre pa to za izredno težko situacijo. In zdaj si ne ljudje predstavljajo, stopiti zato ker si samo vodja. In vse to izpeljati, to je nori pritiski na človeka. In ti moraš opolnomočiti človeka, da pride tja, da to reče, da se ne sesuje in da tudi naslednje 3 dni preživi, če te samo 3 dni so bile objave. In so mediji, moram reči, poročali, vprašali novinarsko smo imeli, tako kot sem predlagala petek popoldne, to se pravi, ker ponedeljek so se začele počitnice. To je tudi malo fajn, da veš, kdaj so kakšne stvari, kdaj greš na novinarsko, da ne še v ponedeljek zjutraj. Ne, ko so tudi nasploh verjetno ljudje že malo bolj slabe volje, ko je ponedeljek. Pa ne sem, da so še drugi razlogi. Tako, ampak to je veliko stvari, ki jih je treba poznati in predvsem se ne ustrašiti. Ne? Kriza se lahko zgodi vsakmu, vsi smo ljudje, vsak lahko naredi napako in treba jo znati popraviti. In ljudje se ustrašijo, predvsem je pa največja napaka, da čakajo. Vem, da me je enkrat sem v Luciji rešvala, me je poklical šele pol, ko so ga že 3 dni nabijali. Kje je bil pa prej? Sej smo ustavili mi potem že v bistvu isti večer, ne? Ampak ko sem se začela z novinarji pogovarjati in vse to razložiti, pa mi pa reče, bivši sodelavci je bil pa ampak sem jaz prebral svetlani zgodbe. Sem kaj je ni? Zakaj pa ni on že prej to povedal? Ker se je bal, on pa ni hotel komunicirati z novinarji, ne? To je najhuje. Kar je pa sploh najslabše. In sem kaj, lej, šele zdaj me je poklical, pa jaz tako povem, kaj je. Vsekakor. To je res, bom rekla, res ena velika odgovornost in tudi vi morate znati pristopiti k tej osebi in to nekako izpeljati in jo pripraviti do tega, da se... Spominjam se enih klientov, ko sem prišla, pa sem neka, jaz sem drugače PR delala in digitalni PR in sem imel krizo. So rekli, novinari so že spodaj zbrani in tako, oni me povejo. Rečem zdaj pa tako, prišla bom k vam v 1 uri. Do takrat mi nič ne odgovarjajte, počakajte, moram prebrati. Dobite mi odvetnika, ker sem mogla vse preveriti kakšne stvari. Čeprav odvetniki bi tako po svoje komunicirali, nisem proti njim, ampak je fajn, da je usklajeno. Pa nimajo vsi odvetniki dovolj teh znanj za recimo delo z novinarji. Ker ni poanta, da se greš kregat. Ne, komunikacijske veščine je tukaj. Tako, treba se najprej pogovarjati, pa vidiš časi, pa moraš vključiti odvetnika. To je pa, ne gre vedno. Presoja. Tako in ko sem prišla, sem nekaj zdaj pa tako, nimam časa, da vas učim, kako gre kriza. Ali mi zaupate, pa tole rešujem, ali želite, da zgubljam čas, da vam že povem, to pa to moram narediti. In vas tam tako oba lastnika pogledala, ne, da ti zaupamo, ti rešuj. In vem, da sem v 8 urah en tak kozarc vode sem mi dal in ob 16:30 sem rekla, moram mi to vrteti po otroka in potem naprej rešujem, ampak glavnina je bila že vse rešena. In so res delali točno tako, ko sem naročila, vem, da sem mi rekla, to je pa bilo tako naporno, sem rekla, meni tudi. Verjamem. Ampak na koncu se je speljalo tako, kot se je verjetno. Komunikacija, način komunikacije, pravilni podatki. Ampak ob vsem tem se tudi mama. Kako pa usklajujete vse te vaše aktivnosti? To je pa najlepša stvar. To je zagotovo, ampak usklajevati je pa tudi verjetno kdaj izziv. Prej, ko je bila mlajša, ko sem mogla vedno loviti vrtec in je bila umetnost, ki jo mogoče nihče ne želi doživeti. Nora organizacija, se pravi, da sem imela šoferja, dobesedno, da imaš nekoga, ki ti gre lahko po otroka, če zamujaš. Ker enkrat sem na sestanku, pa niso razumeli 4 moški, ko sem 3-krat rekla v Novo mesto, jaz moram iti v vrtec in niso razumeli, mi smo v težko situacijo rešvali in pa sem klicala varuško.
a lahko vi zdaj greste še pomagati otroka, prosim. Ne? In ona pravi, ja, bom, koliko pa vas nosaka, še ura pa pol več. Ne? Ja. In sploh niso vmes vedeli, da sem jaz varuško poklicala, pa za isto mizo smo sedeli. Z leti se naučiš, imaš organizirano, je pa res, da sem zdaj že toliko stvari vzpostavila, da je toliko starejša. Že zelo zgodaj mi je varuška z 8 leti rekla, da jih ne želi imeti več, da jo sem komandirajo, da to zna tudi sama. Jani, kje ste omenili, da se v bistvu, da je že vaša hči zelo hitro postala samostojna, tudi da je zelo hitro že začela kuhati, skrbeti za psa in tako naprej? Ja, to se pravi samostojnost, predvsem pa odgovornosti sem jo želela naučiti. To se pravi, mislim, da sem nekaj let če so šporočila s kraljem, s princem. Fajn je, če je vojna, da znaš kuhati pa čistiti. Zlato pravilo in pospravljati. Se pravi, ja, da mi je vse možnosti, ampak mi je res ključen čas z njo. In takrat sem zato zelo veliko delala po noči, kar je posledično, ker sem popoldne z njo pomenilo, da sem imela več bolezni. Ja, seveda. Kar se pozneje pokaže. No, zdaj so pa možgani, pa moj razum že tako pametni, da znam balansirati in usklajevati. Pomeni, da sem zmanjšala količino dela, obseg. Vem, ob količini knjig, ki jih pišem, to mbe ne more verjeti. Ja, koliko knjig imate dejansko vseh napisanih? Tle jih imava sicer nekaj, ampak mislim, da 12 niso vse. Ja. To za zadnji 2. To se... Ok. Ja, pa sej, ne vem, kdaj najdete čas za vse to. Ja, to je pa zvečer, ko grejo na morje, jaz rečem, ne moram zdaj tiste zvezdice pa to gledati, ker sem odmešala in takrat sem še pisala knjige. Zelo pomemben mi je čas z njo, seveda ona potrebuje zdaj manj mojega časa, da znava usklajevati, da znam delati prioritete, kar jih mogoče včasih nisem znala. Predvsem pa vsejak dela sem zmanjšala, zato da sem dobila končno tudi čas zase, se pravi ne samo za naju, manjkal je okvirček čas zame. In kako izgleda ta čas za vas? Ja, to pomeni, da sem danes zjutraj lahko že vstala in naredila svoje vaje. O kateri uri je to? Pa pustimo uro, ker je bila zame tako zgodna. Ok, se pravi, je dokaj zgodnja verjetno. Ja, to se pravi, včasih je to že ob 6, včasih je ob 7, odvisno kdaj grem spat. Zdaj decembra je drugače. Drugače ritem je. Ja, ker imam čisto vsak večer ali koncert, ali prireditev, ali nek dogodek. In so eni 3 tedni, ko niso normalni, to se pravi, ja, in zvečer moram še nekaj narediti, in logično, da zjutraj ne bom ostala ob 6. Ja, je že tam do 7:30 vidim vse zvezde. Ampak, kadar so pa normalni dnevi, to se pravi, ko niso te vrhunci, takrat pa je moj urnik bolj usklajen. Pa unesla sem urnik, ne vem, imam jogo, meditacijo, danes sem pa ure meditirala, kar včeraj zvečer sem manj. Aha, se pravi, zjutraj in zvečer načeloma meditiraš. Ja, lahko samo 5 minut. Včasih ne, pride tudi kakšno obdobje, ko kar malo spustim, ampak meditacija je nekaj, kar vsakemu človeku priporočam. To je izgledalo tako, da bi meni kdo rekel meditacija, bi rekla, pa si zmešan, jaz nisem za meditacijo, pa jogo, pa daj nekaj, kje je zdaj to. In to vsi taki bolj impulzivni, močni ljudje razmišljamo. Dokaj veliko rdeče barve, ali pa rdeče, jaz sem rdečo-rumena. Potem pa, ko sem se navadila, pa ko vidiš, kaj ti meditacija prinese in ko imaš pravo, da se poglobiš vase, dobiš popolnoma vse odgovore. To je tako, kot ta moja knjiga, kako sem po 20 letih boja zgubila kilograme. To ni knjiga o hujšanju. To je knjiga o tem, kako živeti, da ni treba hujšati. In ti se zjutraj lahko tudi pogovoriš s svojim želodcem, tako kot se je moj dan rekel, pa kad ti je bilo res treba uno čokolada včeraj, kaj veš, da ni zdrava, ne? In zdaj ni krilo, nič krivo, čokolada je, kaj je nekaj vlečen dol, ne? Skratka, ja, prav meditacija ti da lahko odgovore nase, umiri se. Bil mi je pa vzor Cavazza, Sebastian Cavazza, ko sem ga enkrat vprašala, a vi kljub temu, ali ti kljub temu v takem urniku, nekaj vstaja ob 4 zjutraj, če grejo snemati, prej meditacijo, seveda vedno, da sem sam s sabo povezan. Jaz se spremem, da on ostaja ob 4 zjutraj, to jaz mogoče sem takrat, ko knjige pišem, obstajamo ponovati ob 4, gremo v fitness, uro pa pol pa pišem. Zajtrk pa res pišem. Jaz sem rekla, pa bi pa tudi jaz lahko, ne? In v bistvu zdaj vidim, ne, tudi si naredim budilko toliko prej, in greš meditirati, lahko nazaj zakinkaš za naslednjih pol ure ali pa 15 minut, včasih ja, včasih ne, ampak še vedno boš razmišljal, šel vase, šel lahko čez dan, mogoče imaš kakšno stvar, ki ti ni v redu, pa bi jo rad predelal.
dobiš veliko odgovorov, ne potrebuješ drugega, predvsem si pa bolj povezan s svojim telesom, s svojimi mislimi, ne? Sam sabo svojim biti. Ja, in to sploh tisti, ki so bolj energični, ki smo bolj energični. To potrebujemo. Je to dobro, ne vem, jutri zvečer imam jogo, je tudi super, ker to je tako naporno, pa po tako dolgo moraš na eni nogi stati, pa vse to še smokar na koncu. To ni joga tako nedolžna, kot človek misli na koncu. Tudi mišice se delajo konkretno z jogo, ja? Ja, in tako, in zjutraj imam pa predvsem res te vaje za telo, tako tle se zdaj ne vidim, ampak tle gor imam jaz rocic ful trdo in mišice, ampak to nič špikanje, to je prav za utežmi. Ja. In zdaj imam tle na rokah že 7 kg, pa imam 23 kilogramov, ne, skupaj. Tako da v bistvu sem že kar nekaj, mislim, ženske pa moški imamo drugače teže. Ja, seveda. Pri moških, če bi oni tako 7 kilogramov dvigovali, to ne mračnina. Zame ali pa za ženske mišice pa mislim, da če nisi profesionalna športnica, da je to kar. Ne, to je čisto dovolj. Na koncu pa poslušamo svoje telo, vidimo hitro, kaj je dovolj. Ne, se je tam težje. Vedno moraš nadgrajevati, ne, bistveno je, da po 40. letu moramo vse čas delati na mišični masi, jo dogrevati, to se pravi ne količina, da jih 200 narediš, ampak da dodajaš težo. Ja, vsekakor. To se pa ne uči z leti. Ja, z leti pridejo te modrosti, takšne drugačne. No in te sem dala v to, kako sem, to mislijo ljudje, da je knjiga o hujšanju. Ne. Recept za hujšanje. Ne, to je knjiga o tem, kako živeti in to je v bistvu knjiga o meni. In jaz sem prej toliko diet probala. Pa to človek še ni, kaj ti vse v Sloveniji prodajajo? Pa to bi bilo, eni so za zapor, to je prav kraja ljudi. Iskreno povedano ne vem, nisem v to. Jaz sem pa probala, pa ono, tretje, kaj ti vse prodaja, pa prašek, pa to, če boš jel. Natek ljudi. Ja. Ampak to ljudje kupujejo, tam probaš, probaš, vsak ti da neko upanje. Ampak v resnici je pa tole, ti moraš delati na sebi. Tako. Vedno boš mogel telovaditi, ker itak moraš telovaditi. Zmanjšati količino obrokov, predvsem pa zmanjšati vsebino. Ne rabiš cel krožnik pojesti, vsakeč ena žlica manj. Ker naše telo, zdaj sem glih na enem postu, ne potrebuje več kot 2 pesti riže v bistvu čez dan, ampak ni riž. Govorimo o hrani. A mi pojemo. Ja, in še potem ponavadi to je samo en obrok, tako poln krožnik, da se potem celo še slabše počutimo, ker se nam začne spati načeloma. Lahko je tudi to, ali pa zvečer, ko se nam telo umiri in potem seveda, ko se nam umiri, imamo še potrebo čas za hrano, ne? Ker tudi, če je prevelik stres, jaz če pojem, jaz sploh ne čutim, da sem jedla, boš da takrat ne bi, ne? Kar imamo. In če ti začne sebe poslušati, pravilen način življenja, boš popolnoma drugače začel živeti, predvsem pa ne boš imel več. Težave s kilogrami so danes namreč po svetu ena največjih modernih bolezni, težav ljudi. Poglejmo se, kakšne količine hrane smo imeli zdaj ali pa imamo zdaj za praznike, se vsi tega veselijo, ampak to je vse hranjenje zaradi pomanjkanja nečesa drugega. Ja, ponavadi je neka tolažba zaradi nečesa, kar nam manjka. Pomanjkanje, objemov, stiskanje, ljubezni, samo zadovoljstvo samega s seboj, uspehov, vedno je hrana tolažba. Tako. Ja. Za nekaj, kar nam manjka in več ali manj po vsakmu nekaj manjka. Ja, načeloma mislim, da tudi tisti, ki si tega ne želijo morda priznati. Zdaj pa vas na malce je zamislil, prej se je smejal, zdaj pa se je zamislil, ne vem, kaj zdaj razmišljal. Zdaj razmišlja, kaj bo pojedel, pa kaj ne bo, pa kaj je že, pa kaj mu manjka. Zdaj bomo spodbudili v ljudeh, da se bodo začeli morda razmišljati tudi v tej smeri. Da se poglobijo vase in da ugotovijo, kaj je. Ja, in tle sem šla v resnici, pri stebru je ravno to, da si samozavesten pri kilogramih. Pa, to je knjiga, ki se jo upa prebrati vsak 8 minut branja. Ampak to je res, ne, vsak mi reče 8 minut. Ja, ampak potem se zate začne dela. Ja, in je, tam je dobra, kaj vidite, ko se zjutraj pogledate v gledalo? No, kaj vi vidite? Ko jaz vsakega vprašam, kaj vidite? Jaz v bistvu zjutraj, ko se zbudim, to je ob 4 zjutraj, sem tudi bolj kot ne zgodnja ptica, ker se pogledam v gledalo, še vidim malo megleno, potem si rečem, najprej grem pod tuš, da pridem k sebi in potem si rečem, zdaj gremo pa v nov dan, poln izzivov, zaradi tega, ker vem, da me čaka en kup dela. Pa si rečete, koliko ste lepi, koliko... Premalokrat verjetno. Ne, niti ne. Da bi se pogledala v gledalo in rekla, ne, Mateja, danes si pa lepa, danes pa imaš polno energije. Ja, ampak ste lepi, veste, da ste nasmejani, zdaj ste pa še polni energije, ste me že pred dohodom čakali. Jaz pred leti se nikoli nisem videla, da sem lepa. In danes sem se gledala v gledalo, pa sem rekla, malo sem skuštrana, malo sem tako.
se vidi, da je bil easy vikend, ampak še zmeraj sem lepa. No, ja. Ker izžarevate tudi notranjo lepoto, vsekakor tudi. Ne, in ne moram reči, da sem bila do 100% zadovoljna s sabo, tako kot sem se pogledala, ampak sem pa rekla, lepa sem. In ja, kakšen detajl, daj, ki si kritičen, ne? Ja, seveda. Sem rekla, lahko bi šla k frizerju, bi imela, ne vem, tako malo bolj bi Ja, izgledala frizura, ne, ampak čisto v redu je, počesala sem se, počutim se fajn. In to je to. In srečala same fajn ljudi, urnik imam, Bog pomagaj, ampak se zaključi s koncertom. Prijateljica v Cankarjevem domu, tako da se ga itak veselim. Imam super družbo. Ampak hočem reči, ja, ko pogledam, vidim sebe, zelo redko se ne vidim. In takrat, ko se ne, vem, da se je nekaj v meni podrlo, treba se malo bolj spet zastaviti. In če znaš to delati, če poznaš to metodo, pa je to ena. Ena izmed mnogih. Ja, ampak tudi pri meni v pisarni imate samo ogledala. Ja, vem, ko sem prišla, sem v bistvu res videla samo ogledala in dejansko se vidiš povsod. In tudi, ko imamo treninga, nastopanja, se morajo ljudje gledati. In marsikdo mi reče, da toliko, kar se je pri meni gledalo ogledalo, se prej verjetno ni v celem letu ali pa več letih. Da se naučimo sebe gledati, da si nismo tuji. Ker mi se ponovadi hitro naumijemo, pogledamo, šminka gor, gledaš šminko, ne gledaš sebe. Se ne vidimo. Da res pogledamo sebe. In da rečeš, koliko sem seksi, koliko sem fajn, kakšna mačka sem, to sem res bejba. Zakaj rabimo tam enega tipa, da čakaš, da ti reče, da si bejba? Ker itak se ne spomnim, da ti bo rekel, da si bejba. To samo reče z nekim namenom. Jaz se spomnim, imam ful rada rože. Najbolj obožujem. In najbolj sem vedno imela upanje, mi bodo fantje prinesli. Prvi, pa drugi, pa tretji so bili še taki mladostni fantje, pa polni optimizma, je še to trajalo. Potem pa moški, če nimaš rojstni dan, pa to sploh ne pade niti na kraj pameti. In jaz si vsak teden od takrat naprej kupujem rože. Zakaj bi jaz čakala, odvisno od drugih? In greš in si kupam vedno rože in sploh ne razmišljam o tem in imam vedno doma rože. Kot tista pesem I can buy myself flowers. Ja. In nisi odvisen od drugih, ne? Je še kakšen uporaben nasvet? Ja, imamo 4 cm, ki nam krojijo življenje. In usodo ljudi. Tako. In to so kilogrami, sedaj bomo mislili, jezik, tale del. On reče, da nekaj, samo ta del okuša, nikjer druge, tle kadaž, da ni noč več ne okuša. Želodec se pa pritožuje, da mora skozi delati. Meni enkrat rekel, sva se pogovarjala z želodcem. In je rekel, a ti veš, kaj se zgodi ob 10 zvečer? Ti greš do hladilnika, nekaj vzameš. Ali pa nekaj sladkega, moj motor je že ugasjen. In ga moram na novo takole zalaufati. In je naporno. In ti greš pol spat, jaz moram pa še kar laufati. Ampak ti zjutraj vstaneš in spet greš v hladilnik. In jaz sem počival ful malo. In pol ne se, da se je želodec začel pritoževati, začele so se pritoževati noge. Ura je 11 zvečer in ti greš telovaditi, ampak mi smo utrujene. In potem so se mi začeli pritoževati možgani. Ti hočeš skozi misliti in potem greš še uno, tretje. In je celo telo mi začelo govoriti, kako je, seveda, veliko delaš, ampak ne čutiš svojega telesa. In telo ti vse sporoča, telo ti, ne vem, že začutim, ko sem z ljudmi, pa če kdo ni pravi, že začutim, da ni pravi. In za danes samo lepo steno naredim, odmaknem in tako naprej. Zelo sem prečistila stvari, na srečo. Pa ste se kdaj sesuli, da ste imeli kakšno takšno izkušnjo, da vas je recimo popolnoma sesulo in da ste se začeli na novo sestavljati? 2 situacije v življenju so me popolnoma, po eni sem zgubila v 2 tednih 18 kilogramov. V 2 tednih? Ja, dobila sive lase neki. Če si moški, to je šarmantno. Če si moški, je šarmantno, če si pa ženska, pa mislim, da ni nič šarmantno. Čeprav danes se te mlade dekleta kar barvajo tudi na sivo, sem že opazila. Sicer to je nek modni trend, verjetno, ki tudi tako je resno, ampak vsak gleda nas po svoje je, vidim tudi nekateri imajo. Zelo lepo, jaz se še ne čutim, no, da imela par sivih vmes, počakajmo še malo. Par teh 30 letih bomo pol. Potem bomo o tem razmišljali. Malo poznej. Ja, in prvič se nisem znala postaviti nazaj, bila sem premlada, nisem imela dovolj izkušenj, navzven se ni videlo, znotraj sem bila sesuta. Zdaj sem je po dolgem času zgodil pred kratkim, pred 2 mesecema en dan, ampak sem se znala nazaj sestaviti. In vsaka taka situacija te res naredi, da si močnejši. Recimo smrti so take, ki te lahko prizadanejo.
ampak v bistvu je treba vedno bolj sprejemati, da je smrt del življenja, čeprav tega nikoli ne more sprejeti. Ne? Težko je, ampak se pa nekako treba naučiti vsaj na nek način. Tako in v tistem sem bila na bolniški, 2 dni sem mogla iti na sodišče, sem verjetno edina v Sloveniji, ki so ji v enem tednu dali nov rok za sodišče, se pravi v 5 dneh sem imela nov rok razpisan, z ne vem kakšnimi klici, da si te velik kriminalc nič kriv, tako da doživiš izkušnjo, ki jo ne privoščam vsakemu, te pa naredi močnejša. Vedno pravim, ko je težje, se sooči, ampak fajn je, če znaš, če veš kako. Ker če seš pokril s kotrčkom, pa joko pa smilu sam sebi, ne bo nič. To je kvečjemu slabše. Zato pravim, delati na sebi je vedno najtežje in zato se tako malo ljudi začne ukvarjati samo. Mogoče 1-2%, večina ljudi se odmakne, bežijo, vsi bi komandirali druge, vsi bi popravljali, to je za nič, to je ni v redu. Daj, namesto unga časa, si vzem 10 minut zase, pa pejte v meditacijo, pa se sabo ukvarja, s svojimi mislimi. Samega sebe je najtežje dejansko spoznati oziroma najtežje sprejeti, to je po mojem tudi največje. Pa ko greš v sebe, ko vidiš, kako je vse za nič, kakšne stvari, pa pokvarjeno, pa kako ne štima, pa kako imaš misli lahko napačne, pa kako imaš v resnici drugačna poželjenja, pa se soočaš z vsem tem. Ja, pa se ni čudno, se človek še kar obesati. Ne gre se, mora se soočati, malo popraviti, korigirati in potem boš videl, da boš pa zelo lažji in boš lahko lepo naprej dihal. Točno tako. Se prej ste omenila, da dejansko raje kritiziramo nekoga drugega, kot bi pogledali vase. Ampak to se mi zdi, da je že nekako tudi bolezen nas, Slovencev. A ni tako? Se mi zdi, da posebej tako, ko je kdo uspešen v naši okolici, morda v naši ulici, v stanovanjskem bloku, se mi zdi tega, kar nočemo videti, ali pa prej vidimo napake, se njem je pa lahko, se njem pa je to bilo podarjeno, ali pa mu enostavno nekako ne privoščimo, razen ko se gre za športnike. Pri športnikih pa se mi zdi, da smo zelo ponosni na nje. Ko pa se gre za... Športniki in dobrodelno smo. Tako. Ja, drugače pa, čeprav jaz sem pa vesela, če je sosed uspešen, pa tu meni je to top. Ja, seveda, ker dejansko sem verjetno sami sebe tudi, kot ste se poglobili vas. Ampak se nimam takih ljudi. Okrog mene so ljudje, ki so veseli, ko to vidijo in če je v redu, bodo pohvalili. Ja, in tako naprej. Predvsem dobra šola mi je bila, pa tudi tega se mogoče nekateri ne zavedajo dovolj, pa tudi sama se včasih nisem. Otroci so naše ogledalo, ampak dobesedno. Res vidiš, da naredijo tako kot mi. Reagirajo tako kot mi. In jaz včasih vidim kakšno stvar pri hčeri, ki mi ni všeč. Jaz mislim, včasih sem jaz res tako delala, ni dobro. Kako zdaj to popravila? In grejo mi hitro na en pogovor in tako, ne. Ampak na koncu, v petek zvečer me ni bil in je ona pripravila in je šla peč piškote. Klavža. In cela okolica je tako lepo dišala. In sem rekla, to so bili najboljši piškoti, ki sem jih kadarkoli, ampak res so bili dobri. In sem rekla, tole me moraš naučiti. Zato, ker je videla, da včasih tudi jaz zvečer hočem presenetati, bom šla peč. Jaz telovadam zjutraj, zdaj je tudi ona začela. To se pravi, zjutraj preustane, gre telovaditi. Tega prej ni bilo, to si bi si jaz samo želela. Tako da se nalezajo dobre stvari in slabe. Včasih za kakšno pospravljanje še čakam, da bo čisto od mene se nalezla. Ja, to pa mislim, da je bolezen vseh otrok. Pride za mikom, ima pospravljeno sicer, ampak jaz še vedno vidim kakšen detajl. Ja, sama pa recimo skrbi, pes ima zdaj 14 let pa pol, zelo bolan že 2 leti v smislu, tableti mu pomagajo in nič ne čuti, ampak moramo pa skrbeti za njega. In to se pravi, če ona manjka, mi reče, le mami, zjutraj te tablete, potlej te, pa mu daš ta inhalator, polje drugi, in mi da vse navodila, jaz to vse zapisujem, sem ti dala tudi na listek, in pol me ena zjutraj kriče, mami, jaz si dala psu, kako so? Najprej, mami, a pes je dobil, je dobil, ti si pa v redu, jaz sem pa vedno. V bistvu vam že da kar naprej odgovor, ti si pa v redu. Ja, ampak vedno potem še reče rada te mami. Najeno sporočilo dneva je, samo enkrat mislim, da je rekla, da nisem rekla, pa čeprav mislim, da sem, da lahko da je že spala in je rekla, mami, nisi rekla, ne, tudi otroci, če ne želijo slišati. Ja, seveda ne. Vse slišijo, tako, tudi če mi mislimo, se to je brez veze, ni. Tako da otroci res je fajn, da se potrudiš in tudi, ko učim na teh fakultetah, v resnici vidim vedno iste vzorce. In pri otrocih in pri vaših študentih. Ja. Na koliko fakultetah poučujete? Trenutno na 4, mislim, da imam 5-6 predmetov. To je precej, mislim, vse vaših aktivnosti, ki se sploh ne predstavljam. Danes imam cel popoldne, se pravi od 15 do 4 do 8 zvečer.
Noben mi ni fauš, tudi jaz sama sebe. Ampak so pa lušne punce, ki pride, zdaj ima bolj punca, ker je, mislim, da so zdaj bolj dekleta. Vem, da na eni fakulteti, da sem dobila nov predmet, se jih je prijavilo 64. Ja, pri meni se na koncu odpre penina, ko imamo izpite tam, ker sem nosilka. Nosilka sem na 5, na enem sem samo pomoč za prakso. Ja, mi odpremo penino. Po koncu predavanja? Ne, ko ima izpite imamo ustno, da vsi slišijo. So vsi prisotni, se pravi, imate zelo kratko in tudi zadnje 3 ure že vsakeč 15 minut ponavljamo. Ne moram mi javno nastopanje, če imam recimo predmet javno nastopanje. Ne moreš mi javno nastopanje pisno, potem moraš to knjigo znati, 500 strani. To se treba napifljati potem, ampak to ne, ampak kako se bo javno nastopanje, jaz želim, da ti se znaš predstaviti, da veš, kako se postaviš. Tam imamo mi televizijsko studio. Ogromno luči, reflektorjev, oder. Kako prideš na oder? Noš mi zdaj opisoval, gre mi strani uno, ne me zavrkavati. Pokaž mi, hitrejše. In zato rečem, boste prisotni tistih par ur, vedno ponovimo in predvsem delamo vaje. Delamo vaje z kriznega, z nastopanja. Vem, da enkrat en direktor prišel je videl, kako zgleda izpit, kot izpit je 3 minute, 5 ni dolg, kar to morajo vse na hitro znati. Pa jaz to več ne znam. Ja, ampak da morajo znati. Nekdo pa že. Ja, da mene to nauči. Čeprav on čist nekaj drugega imel, en coaching so imela, da to mene nauči. In v resnici znajo, res dobro, jih učim za življenje. Tudi če imamo komunikacijske stile, to pomeni, kako komunicirati z vsakim stilom, da se dobro razumeš. Zadnjič sem predavala za zdravnike v nedeljo zvečer, jih je bilo čez 600 na Zoomu, ful pridni v nedeljo zvečer, da se z vsako karakterjem oziroma barvo, kot ti rečemo, razumeš, je treba poznati, ne, modri so bolj natančni, ampak niso v spredi, zeleni so bolj počasni, ampak najbolj priljubljeni. Rumeni, ki želijo nastopati, rdeči vodje, hitri. Tako. Ampak vse to, kar spoznaš, ko veš, kako komunicirati, ti je v življenju lažje. No, in ko imamo študente, mi na koncu res potem naredimo pogostitev, se zabavamo. In lani so mi prinesli pri eni skupini fotografijo s pesmijo, potem so mi neka numerološka znamenja nekaj izračunali in celo vrečo pozornosti noter, vino, olive, čokolade in tako. Neverjetno lepo, to pa zelo lepo. Ja, in je eden rekel, da to je bilo pa že 3 leta nazaj, da ko bo on na smrtni posli bo otrokom to razlagal, kako je bilo pri mene izpito. To mi je bil največji poklon. To pa verjamem. Saj, ko upam, da se še takrat kaj drugega spomnim. No, morda že, ampak to bo pa ena izmed. Sej, v vaši knjigi tudi ste napisali, da v nastopanju je treba uživati kot v seksu. To je res, v nastopanju uživajte kot v seksu, kar je v resnici to nekaj lepega. Ampak, seveda, ko greš ti, ko recimo imaš prvi spolne odnose, recimo, ali imaš prvi seks, dvomim, da imajo vsi res najboljšega na svetu, ker mogoče še vsega ne vejo. To, če si prej pogledal, ne vem koliko filmov, pa si naredil neka pričakovanja v glavi. Tako, pa me spomnite, da vam v masaži nekaj povem, se ste nasmejali do konca. No, ampak če gremo na nastopanje. In s časoma pa v bistvu je to nekaj, kar imamo res vsi radi se stiskamo, radi imaš, kaj nam je lepše, kot da imaš dober seks? V bistvu je, da se sprostiš, pa sploh, če si izljubljena oseba. In ne vem, zakaj bi bila to tabu tema. Ampak, ko greš na nastopanje enako, se prej pripraviš, veš kaj in greš nastopati. Ampak ne boš v tem zdaj trpel, boš imel en krč, pa kako bo, pa boš imel tremo. Zakaj? Je pa res, če si rabiš operirati koleno, a greš zdravniku, da se prej naučiš? Ali pa da ti on pokaže, pa naredi. Ja, a greš na turnir tenisa, da prvič primaš lopar, pa greš na turnir, ne vadaš. In enako je z nastopanjem. Če nisi dober, če misliš, joj, tole ne znam, ja, pa je prej, pa tiste 3 ure streniraj, se moj trening je do 5 ur, zboljšajo vsaj 60%. Če si vodja, zboljšajo 80 do 90. Na 4 do 5 urah. Zaprav, spremeniš vse, zakaj? Zato, da ti veš, kako se postaviš, kako sediš, kaj narediš z obrazom in si daš enih 5 točk, kaj želiš povedati. In boš v tem užival, kaj bo zdaj tlele, bom jaz trpela, kaj bo, kaj ne bo. Nastopanje je blazen napor za telo. Zdaj moram biti jaz vsem malo skoncentrirana, nisem ful, ampak malo pa moraš biti. Nekateri so malo bolj. Ampak, a ni fajn? Zdaj ne bodo drugi poslušali, doma te običajno ne.
Potem, da leta parkirno mesto, prišla sem, danes sta mi navodila, pa rampi pozvonite, je parking v centru mesta, pa tega ne dobiš nikjer drugače. In pa si še nagrajen. Mogoče bo pa kdo rekel, jaz bom šel pa k njej na trening, bo rekel, jaz bomo pa njeno knjigo, njene knjige pomagajo. Ja. Ne, če ne drugega, narediš nekaj dobrega, mogoče koga zmotivirala. Običajno so ljudje, ko me poslušajo, zmotivirani. No. Pozitivno, če ne drugega, bodo zdaj pa več seksal. Bo rekel, nočem nastopati, bom več seksal. Nekaj pa združil mogoče. Ne, tako da bo. In ko sem prej rekla, me spomnite masaži, ni vse, da gledate po internetu. Me reče en fant, enkrat, jaz znam ful dobro masirati. Ja, to so najhujši moški, ki znajo dobro masirati. Ne? Ker to veš, da bo trajalo glih 3 minute. In potem on prav, ti mi je pokazal masažo. Ja, Kristus, po 3 minutah sem nekaj denjihi. Je rekel, je tukaj za... Kje si to gledal? Po internetu. Ta pojma nima. Ti moraš čutiti. In v vsaki stvari vedno, ko greš, daš noter čutenje. Pa naj bo to. Delo s sodelavci, čas, ki ga ima za otroka, ampak to boš lahko čutil, večina mladih tega nima, ko boš začel čutiti svoje telo. Tako. In ko čutiš svoje telo, boš tudi videl, nastop mi je lahko napor. Kaj bom drugič naredil, kje se nisem dobro počutil, vsebine nisem dobro razdelal. Imam 3 točke, lahko imaš takole list, si jo napišeš. Če boš potreboval, ni problem, bomo pogledali. Ta točka. Noben problem. To sem jaz od knjigo prej, še kaj tazga, da bi rekla, vse naravno, se zapomnim. Vsega na pamet, na koncu konca. Ampak nič ni narobe, to ne pomeni, da ne poznaš. Tako. Lahko zraven dobiš neko asociacijo. Sam ne neki delati instant. In takrat si ti. In kadar si ti, ne rabiš nič igrati. Pa kaj, če mi je zdaj že igra Julia Roberts prvič, ona je res še bolj lepa. Nasmešek ima božanski. Res tako. In zdaj bom jaz njo igrala. Jaz bom to, kar sem. To, kar ste. In pa ne rabim nobenega ne igrati. Tako se počutim, ljudje me poznajo, da sem taka. Ja. To se vam verjetno ljudje približajo zelo hitro, ne? V bistvu imate verjetno ta stik z njim. Če imajo lepo energijo in če imajo dober namen in če imajo sami prečiščeno, ja. Medtem ko tisti ljudje, ki nimajo mogoče glih vse, bodo ponovno se me začeli pa tudi malo izmikati. Tako. Ker imam drugačno energijo in ne želim biti z ljudmi, ki so škodoželjni. Ja, teh je kar nekaj dejansko. Tudi vi verjetno v vašem okolju nekaj srečujete. Pa se jih malo proskaniraš, malo vidiš. Pa se hitro potem vidi, pa se prečisti, gre čez filter. Kako pa bi recimo našim gledalkam, gledalcem, poslušalkam in poslušalcem svetovali, kako pa graditi, kako začeti graditi to samozavest? Ok, najprej recimo to, kar ste že omenila, se poglobimo vase, da se sploh spoznamo. Kako potem to nadaljevati vseeno? Ja, ko nekdo reče, marsikdo reče, jaz nimam dovolj samozavesti, mene je strah iti na oder, jaz ne morem tega povedati, mene je strah, da povej raje ti, da ti raje to predstavi. Kako, jaz verjamem, da nekateri imajo tudi slabe izkušnje iz otroštva, enostavno pa tudi vi ste napisali v vaši knjigi, da v bistvu samozavestjo se rodimo. Vsi imamo enako samozavest. Ja. A ni zanimivo? Ampak potem skozi življenje pa je to popolnoma različno. Je vse odvisno, v kakšnem okolju si. Če te nekje spodbujajo, jaz sem imela to srečo, da starši so me v šoli srednje, sem imela kar nekaj izzivov, ampak sem šla čez, predvsem pa vero vase. Kako jo narediš, veliko sem brala, kadar sem imela možnost. Za rojstni dan vem, da sem jedla sladoled in brala. To je bil meni najboljši dan v letu. Odlično. Polet sem zelo veliko brala, dokler nismo začeli hiše graditi, da sem pomagala, da sem prelikala. Ampak v bistvu potem je pa fajn, da imaš okolje, da verjameš, da te eden podpira in da delaš v tej smeri. Predvsem pa si povezan s sabo, kaj ti želiš. Kaj pa, če nimamo takega okolja? Potem pa pejte brati knjigo, se ne zavrkava in noter imate prav stvari. Ta stebr v meni. Ja, ne vem. Kaj moraš napisati? Naredite si seznam. Kaj sem dobrega naredil? Kje te ljudje pohvalijo? In preberite si to, ko imate krizo. Ko mogoče vam nekaj ne štima. Predvsem si pa zapomnite, najmočnejša beseda na svetu. Zdaj, vi jo verjetno poznate, ker ste jo brali. Ja, sem brala knjigo. Ampak, če vprašam, katera je najbolj močna beseda na svetu? Pa si zdaj zamislite, in to je strah. In veliko krat, ko pridejo ljudje k meni, vidim v zadju polno strahu. Ali gre dokazovanja za starše, ko nekaj delajo, pa nimajo povezave s telesom, ne čutijo svoje telo, ali pa v zadju recimo ima pa strah, da bi šli. In strah je kot snežna kepa. Bolje kot teliš, večja je. In izgubiš preglednost. Lahko se je že na dosti, lahko se ti je nekaj zgodil. Ampak
zato pravim, ta meditacija ti res pomaga, se v knjigi dajem veliko nasvetov glede tega, da živiš to, kar ti želiš, da sabo razčistiš, ampak delati na sebi. Ja, to je ogromno dela. Ne, in tudi fajn je, točno tako, kot ste rekli. Pa ni lušno se kar not pogledaš. Ja, pa ne, ni ti všeč, pa zakaj nisem to takrat tako naredil. Pa, ja, ampak pol gledaš, kako bi danes. In vsakeč, ko boš več predelal, boljše bo, ne. Strah, ne ga gojiti. To je vedno, ko rečemo, katerega volka hraniš. Ali imamo pol kozarca polno ali prazno. Ja, polno je, čisto polno, ne. Ja, tako. A sem lepa, pa super zgledam. Odlično. A imam preveč kil? Ne, krilo je prekratko. Krilo se je skrčilo, sem dala v sušilca. In vsak dan kaj zgodi, ampak ja, to ti je pa drugič pomenil, spet bo treba malo paziti in tako naprej. Ne? Skratka, malo se lahko iz tega zavrkavaš, ampak delaš res na sebi, na svojih sanjah. Je pa še ena stvar, to sem pa pred leti še ugotovila. Zelo močna vaja, naredite si vaše želje. Se napišejo. Ampak če jih je preveč, a je to realno, da jih izpolniš? Ne. Tako in pa si ves čas nesrečen. Če ti izbi želi z misico, pa nisi še nobene spoznal, nisi v takih krogih, kako jo boš spoznal? In pa si lahko cel življenje nesrečen in boš samo še več jedel, karkoli hrepenel vedno, popolnoma nepotrebno. Začnemo z drugim. Zdaj dala sem abstrakt, čist, ne? To se pravi, narediš plan, kaj želiš, ampak zapomnite si, ne, tle imam eno poglavje, zakaj so nekateri uspešnejši ali bolj suhi kot drugi. Ne? In res vprašaj se, kdo sem, kaj si želim, naredi si cilj, sem si všeč, pa da znamo sprejemati lepe besede. Tako. Jaz sem hvaležna za lepe besede, ki jih dobim ljudi, če mi reče, da fajn zgledam, ja, se res. Hvala, ne, se reče. Ampak si vesel in bodi pa tudi hvaležen. In se res veselijo zahvalim za to, da imam lahko tako čudovito hčer, da se lahko tako super razumeva, da imava tako lepe ljudi okrog prijatelja, da imam tako čudovite klijente, s katerimi delam, ki mi dovoljuje, da ustvarjam, da sem lahko pri vseh njih sem že kot v bistvu del družine, se počutimo kot del skupnosti. Ste povezani, ja. In če to ni nekaj najlepšega, da nimam unga nekega v želodcu, da čutiš, jo je neki strah, tega nikoli ne želim. In ko to želiš, je življenje čisto drugačno. In vzadnjič sta prišla, imela sem en intervju nekje, in sta prišla en par, gospod in gospa, sta želela, da jih opolnomočimo samozavesti. In sta zbrala denar in sta rekla 1 uro, bili smo potem 2 uri. In je ona povedala nekaj in sem že tako rekla, vi ne želite še enega otroka, vi želite nekoga, da se stiskata na ujok, moški zdraven utrpne. Ojoj, in kako se... In pozneje rečem, ko privam njegovih želja, rečem, gospod, a vi veste, zakaj ste utrpljeni? Prav, ne? Sem kakor niste vedeli, kako reagirati, ker vam je tu čist neznano, ker doma tega nikoli niste doživeli, joka ni bilo, prav res je. Sem ga, in kaj lahko narediva? In sem jih opolnomočila naslednjo jutro, ona 2 menž, in rečem, knjigo vama podarim in 1 uro zraven. Ampak če ne ostane spremenila, vama pošljem račun za uro in za knjigo. Vse. Zjutraj dobim sva telovadila, spremenila za otroci to, on je že slike, ki jih je naredil, že v besu po steni. A res, ojoj, to pa je... Sliko sta mi že, kako stena nova zgleda, to je bilo zjutraj do 10 ure. In zdaj sta mi še en report dala. Skratka, pa smo bili skupaj samo 2 uri. Pa ste v bistvu naredili en konkreten premik pri njima. Ja, oziroma sama dva, ampak smo šli malo čez njo in na koncu vidiš, da vsi ljudje imajo zelo podobno. In sprejmeš lepe besede, razvijaš na sebi, pogledaš, kaj lahko, da se ujema s tabo in si tudi hvaležen. Zato, ker hvaležnost je tudi, jaz včasih nisem vedela, ki je 30 let nazaj, nisem imela pojma o hvaležnosti. V tem smislu, da se zahvališ tudi naravi, za okolje, za prijatelje, ne? Si hvaležen, ko si nekaj dobil, čokolado si rekel hvala, pa tako, ampak nisem pa imel te širšega pogleda hvaležnosti, tudi svojega telesa, da je tako fenomenalen, da mene vse lepo zdrži, da jaz lahko tečem, pa da si zdravi, pa da si zdrav, kar je, da lahko hodimo, da lahko se premikamo, kar nam je vsem vedno samoumevno, dokler ničesa ne zgubimo. Napijemo lahko vodo iz pipe, kar daleč od samoumevnosti. To je že kar izjema v bistvu, bom rekla. V Sloveniji smo, kar se tega tiče, še lahko zelo srečni, da lahko praktično skoraj na vsaki pipi dobimo pitno vodo. V vseh drugih državah, kjer delamo, v bistvu ne gre, ne. Ja, ni. Sploh, ko greš v Azijo, kje, da bi tako vodo lahko pil, ne?
Ne gre, kakorkoli ne, zagotovo, da ne. Se pravi, tako, najprej delamo na tem, potem pa, ko pa nekako se spoznamo, ko rečemo, da bi želeli tudi javno nastopati, gremo potem v te vode, bi rekla, no, ali v sklopu službe ali pa kakorkoli drugače. Kako pa se pripraviti na javni nastop, recimo, ali pa na sestanek, si napišemo oporne točke, tako da Tako, najprej mene zanima, kaj vi želite povedati. Jaz sem danes rekla, sem fajn, da vem, kaj me boste vprašali, ste vi rekli, malo javno nastopanju, samozavest, kakšna spodbuda. Se pravi, ne vem, imava nek nastop, bi šli danes na televizijo, ali imate sestanek, morate nekaj prodati. Kaj je ključna stvar, ki mi boste povedali? In jaz rečem, vedno si predstavljate, tako da bi mi povedali enemu seksi sosedu. Vi recimo, ali pa, če pa že moški, pa seksi sosedi. Tako. In se vsi lepo nasmejo. Imate sliko enega res seksi soseda, recimo jaz bi imela zdaj enega. In moram njemu reči, recimo jaz ga zdaj z vami na pogovor. Kaj boš pa ti govorila? Jaz vam pa povedala o tem, kako biti bolj samozavesten, da tudi takrat, ko ti vse škripa, si bolj, da se znaš postaviti nazaj. Tako. Ali pa, če greš nastopati, kako, ne vem, v 3 korakih, veš, da boš dober javno nastopil, ne? Kako odpraviš ali tremo, ali ljudi pripravim, ali jim povem, kako se najprej pripravijo, ne? Po kmečko, ne zdaj nekaj, veš, moje nastopo, visoka produktivnost, kakovostjo, inovativnostjo. Kaj? To brez veze. Moramo imeti sliko v glavi. In ko bo imela ona seksi soseda sliko v glavi, bo znala povedati naprej. Se pravi, damo 2, 3 preproste, ali pa doma poveste možu, recimo, če ni iz tega področja. Ne? Tako, date tiste 2, 3 točki, pripravimo, potem pa se gledamo v gledalo in povemo to na glas. Da sebe vidimo, kako mi izgledamo. Da ne plešemo, da smo ne tako, pa in seveda potem imamo pa še govor, ki se lahko pripravimo. In tlam zelo veliko v tej knjigi Popoln javni nastop imam prav o tem, kako, mislim, da je čez 150 primerov, kakšna vsebina je sploh zanimiva. S čim začneš, katera je prva beseda, če imaš kratek nastop, če pogovor je lahko širše. Ampak predvsem, da si sproščen, da imaš tudi kaj humorja, da tiska, da posluša, da se bo nasmejal, da ima nov dolg čas. Ker danes je poplav vseh informacij. In je lepo, če znajo ljudje se ob tem sprostiti. A veste, ker včasih, ko gledamo kje na televiziji, kdo nastopa, ima tremo in pa tako, tako nekaj pove, pa če čaka, da bo do konca povedal, pa ne vem, če bo strašil, pa smo še mi živči, se bo, ne, uspelo ti. In pa pogledaš na uro, za stres in vidiš, da imaš ti zaradi tega ful stresa. In to ne rabi. Tako da boste sproščeni, ampak se prej pripravi. Če se ne pripraviš, pomeni to nespoštovanje do publike. Tako, ja. Publika ne pričakuje od tebe, da boš ti popoln, pričakuje pa, da si pripraven in pripravljen in profesionalen. Tako. Ker s tem kažeš enako z obliko. Ker si oblečen, kaže spoštovanje do ljudi. Seveda bi jaz lahko prišla v kavbojkah ali pa eni majici, ampak prvič ni to moj stil. In drugič mislim, da za ta pogovor to ni primerno. Glede na to, kar jaz delam. Se pravi, vsak se odloči na podlagi tega, ali pa če greš v neko resno pogovorno oddajo, tudi na televiziji, ja, seveda moraš biti malo bolj urejen. Tako. Kar je logično, zakaj bomo pa tam lišli? Ja, lej, tudi ne sme se tukaj svetati, si moraš puder gor. Zato so in pač to so neka pravila, ki jih sprejmeš, pomeni spoštovanje do soljudi. In mislim, da spoštovanje do soljudi je danes ključno. In tega je veliko manj, to mi tudi pogrešamo v pogovorih. Zato nam je tako lepo iti v kakšno toplejšo državo, ker so ljudje bolj prijazni. Meni že, ko grem na Primorsko, so ljudje bolj prijazni. Kot recimo v Ljubljani, ki je večja koncentracija hitrosti, dobesedno ljudi in ni časa in je vse instantno hitro in pa greš nekam na Primorsko, spiješ kavo in ona je celo prijazna. Pa imaš na kavo, ampak ne, v resnici to pogrešamo. Kaj pogrešamo danes? Da smo prijazni do soljudi, da jih znamo čutiti, da rečeš lepo besedo. Ko sem bila na Janezih, ima Miha Deželak, potem, ko so bili v zaodrju, 5-krat me je objel. Je rekel, pa koliko si lušna danes, čim me je pogledal, je rekel, veš, je tako, mami, je tako fajn, ne bom kar malo objel. To časa se zdaj nisva srečala, videla, všeč mu je bila moja energija in sva se tako lepo pogovarjala. In je rekel, ja bom pa kar objel, pa moj hčer razlaga, zakaj me bo zdaj še enkrat objel, ne. Zdaj to treba še ne razložiti, ne? Ne, in potem ona vem prav, mami, ta gospod je bil res prazen, sanka, pa to je ta Miha, prav vsi vem, da je ta Miha, no. Kaj pa recimo narediti pri javnem nastopanju, ko nekdo pa vseeno pride v krč?
ko izgubi, ko dobi temo pred oči, ko tudi pozabi besedilo, ko dejansko izgubi tisto rdečo nit, sploh kako. Kaj v tistem trenutku svetovati osebi? Zelo dobro je to, se pravi, da se že prej spustite. Ja. Prej mi je najprej spustite ramena, vrat, dva Se pravi, globoka malce izdiha. telovadbe. Ne, kar tlele ramena, vrat. In zelo je fajn, če date kakšna ta dva globoka izdiha, recimo. Skozi dol do konca, da se dvakrat, da se vam pol v glavi ne vrti, dvakrat bo dovolj. To je že prej. Svoje telo pripravite, malo se umirite. Če se vam pa vmes zgodi, pomislite sem, kaj takrat govorite, lahko ljudi vprašate, no kakšen je pa vaš pogled na to, če ima smisel, Ja. če nima, ne moreš. Če res pozabiš in imaš prezentacijo, lahko pogledaš gor, aha, tole sem zdaj, pa no, kot sem dejal, ali pa ne vam dam še primer, nekaj tako. Meni se je enkrat zgodil, polna dvorana je bila v Portorožu, to je ta velika, 450, ne bom povedala, komu sem predavala, pustimo, dvorana je bila polna. Tema javno nastopanje, kar jaz imam tako, sanjaš, ampak mogoče sem bila preutrujena, preveč vsega, včasih je bil urnik, mislim, da je takrat bil res tako, da mi je še prepoven urnik, skratka. In ko sem hodila gor, težka publika, govorim in nenadoma pozabim, kaj sem govorila. Jaz pa javnem nastopanju govoriš. In kar začnem med ljudmi hoditi in rečem, no, kako pa vi tole vidite, kako razmišljate? In seveda se tako javljajo, začnejo govoriti, super, uno, tretje, povejo, se rečem, no, pogledam gor, če se zdaj vrnem k temi, ki sem jo govorila in naprej. Kot da ni nič. Mislim, to se enkrat spomnim, tudi spomnim se enkrat, ko sem tremo hotela dobiti, ne, pride ena stran možganov, druga, običajno nimam treme. Mogoče malo kdaj kaj začutim, zelo redko. Ampak zato, ker sem v tem res tako, ko si noter, imaš še odgovornost, se pripravim, ampak da bi pa rekla, da zdaj vsa drga tam, tega ni. Ker mogoče mi je to ustaljena stvar, ker mi ni, da je nekaj novo, da bi res tisto hudo tremo imela. Sem jo pa enkrat začutila, ko sem izdala ravno te dve knjige, je bilo 400 ljudi, zelo veliko pomembnih in ti v javnem nastopanju in tam brtavo itak 200 ljudi, ki si jim prej prav možgane, ali pa že pred leti in si te lahko prvoščijo. In takrat sem rekla, ko stopam na oder, me vsi gledajo in prav meni ena stran možganov, peš dol, no res, hvala lepa, ko ste prišli dol. Druga pa, nevadna sem en mesec, vse znam, kaj zdaj. No in potem sem rekla, ne bom povedala, prosim, pejt stran. Je bil tak boj med levo in desno stranjo, ki je trajal stotinke sekund, to je vse v stotinki sekundi govoriva, ampak šlo je čez moje možgane ena taka misel, popolnoma neprimerna za takrat na odru, ampak to se v resnici dogaja lahko. Ja, seveda. Posledica je bilo to, kar sem, mislim, vzrok je bil to, kar sem omenila. In sem samo lepo povedala, kar sem pripravila. In vem, da po enih 20-30 sekundah se mi je telo umirilo in potem padeš v flow. In potem samo gre izvati. In gre lepo naprej. Ampak prej res pripraviš, ker ravno začetek pri nastopanju je za ljudi najbolj šokanten. Nastane tišina, slišiš svoj glas, vsi te gledajo. In ne gledajo vedno vsi tako. Običajno te gledajo, če imaš kakšno resno temo, kakšne finance ali tako gledajo. Ja, tako. Mislim, tako grdo gledajo. In to mislim, vidiš v ne pogledajo, kam je to treba, ne? Zakaj sem... In bolj kar dol padete. In bolj drža na mizo vlad, tako kar... In skratka, ja, je pa še kakšna fotografija, so lahko bliskavice in zato je prvih par minut lahko najtežje. Zato začetek res trenirati, glej se v gledalo, tako zgledam, sem si všeč, nisem, to bi popravi. Ne, tako lahko tudi sam greš na kakšen trening, pa to se pravi, eno dopoldne v življenju razkiraš, da si cel življenje miren. To je zelo majhen vložek. In potem boš nastopanje užival kot v seksu. To je odlično. So še kakšni takšni vaši praktični, recimo, nasveti za naše gledalke in gledalce, kar se tiče nastopanja? Predvsem ne uživajo in ne ostanejo to, kar so. Nikoli igrati na koga drugega, ker smo res mi najboljši unikat samega sebe, ampak čutiti svoje telo in se zavedati, da je napor. In ko končaš, si najprej reči, v čem si bil dober. Lahko si pa potem zapišeš, drugič bi pa spremenil še to in to. Ampak res, preden greš drugič na nastop, to prej poglej. Sebe gledati je ful težko. Ker mi v resnici mislimo, da smo dobri. Ko pa se gledaš, pa pol včasih vidiš, da ni vse čistko. Ampak sem se zdaj že kar navadila, ne?
Pa se to navadite z leti? Jaz sama sebe zelo težko gledam še vedno. Ja, in tam se pogledam in tudi včasih rečem, zdaj pa je v bistvu kar boljš, kot sem pričakovala. Včasih še vedno hčika pogleda, ne prav. Jaj, mami, no, glej tamle, no, ti prstan je pa res mal prevelik. To ljubica samo ti vidiš, ti prstan tam, ne? Tako ali pa reče, veš, tole pa nisi dovolj razločno govorila, sem rekla, bila sem pa spontana, ne? In tako, to mi je všeč. Ker sem imela letos predstavitev teh 2 knjig, se je sama javila za nastopanje. Moja hči je introvertirana. In se je sama javila, ampak je tudi postavila mi ceno. In je tudi zvarantala. Ona je bila edina, ki je zaslužila na prireditvi, ampak v hišu stane, tako da je v redu. In je na telo ceno, ki me je kar narit vrgla. Sem rekla, kje smo to dobila? Mami, lepo se sliši. Ampak se je pripravljala 3 tedne in predvsem, mislim, da je bila super izkušnja, bila je pa fenomenalna. Vsi so jo poslušali, imela je tak graciozen glas. Lepo in pa sem rekla, si ti imela kaj treme sploh? Pa rekla, pa malo na začetku, ja, ampak potem pa je padla not. Ja, prav je bilo pa lepo, veš. Je začutila. Prav, veš, koliko moram jaz slik narediti za ta denar. In ja, je šla v mojo maro, zbrala obleko, najlepšo. Sem rekla, ja, ne vem, če je tale zate 3-krat podražje od moje gor. Sem rekla, bova vprašala, Urška Drofenik mi je oblikovala, sem rekla, bova Urši vprašala, bo ti ona bila, Urši, prav, super je ta obleka. Bo v redu. Sem rekla, pa Urši, ja, prav je. In v bistvu to, kar sem jaz 3 leta nazaj imela, je bilo nej čist, lepo prav 1 centimeter nekje. A res? Obleki, počutila se, fajn stroško, nismo imeli nič. Razen to, kar ste morali potem plačati. Ampak se v hišu stane. Če nam pa jaz mogla tisto, kar želi kupati, je isto. Ni razlika v resnici. Ampak gre za izkušnjo. Bila je dobra, se je prevzela odgovornost in je tudi vadila. In takrat je res prišla k meni in me je celo nekaj vprašala, kar je lani dobila en komentar od enega. Tole pa, ne, bi pa lahko mami vprašala in se je zapomnila. In je rekla, veš, mami, ko sem prišla, me niso tako opazili, ampak sem pa to sploh nisem mogla do hrane priti, vsi so me ogovarjali. Sem rekla, ampak so ti rekli lepe stvari. Ja, zelo, ne, so bili navdušeni, sem rekla, pa bod vesela. Sej zato bo pa ceno podvojile. Tudi podjetna je, se pravi. Ja, podjetništvo učim. Sem rekla, čuš umetnica, čeprav je zanima bolj matematika, kemija in umetnost. Ok, v redu. Sem rekla, je fajn, da sem da noš brez denarja. Ja, to pa ne, denar je pa pač treba imeti. To daš položnice plačala, tako lahko šlo, ne. Tako da ne uživajo, predvsem pa res se poglejte, kaj ste si želeli kot 5-leten otrok. Ali je to tisto, ali bi še zdaj kaj dopolnili in potem, če greste nastopati, naj vas tega ne bo strah. Če pa je treba, da se ne čute, kdaj se ne čutimo, da smo samozavestni? Takrat, ker nekaj ne izrazimo, kot mi želimo, ne delamo, kar mi želimo, je v nasprotju ne? In potem greš v krč, rečeš, da boš ti jutri nekaj predstavil, greš v krč, ampak jaz nisem navajen predstavljati. To je ta strah pride in ga povečaš in ne veš kako, ker zdaj moraš do jutri vsebino in še nastopanje. Zato se take stvari, kjer ste šibki, pripravite prej. Ne, se zelo veliko grem pa na tečaj tega, pa na tečaj onga, da se nadgrajujem. Tako. Ves čas, zdaj se ne vem, že 3 leta nemščine učim, zdaj sem se lani začela klavir učiti. Ni enostavno. A veste, pri mojih letih, to se pravi 30 plus, ta roka ima čist drugače, tisti, ki so glasbeniki, je to vse logično. Jaz igram samo kitaro. Znam note brati, mi da so že ta prvo uro igrala Beethovna. Enostavnega ni bil, ne, ampak je pa rekel mi moj učitelj, da še nisem za Cankarjevega doma, da sem šele za filharmonijo. Glede na vašo trajnost, mislim, da bo tudi prišlo do tega. Ne, to je za moje dušo, za moje možgane, ampak v resnici, ja, ves čas se še tudi sama nadgrajujem, se nekaj učiš. Ena stvar je, kar je treba delati na mišicah, to se pravi je za moč, pa vaja za hrbet, recimo vsak dan tudi ne uide več. Potem je treba delati tudi za možgane, to je to, kar razvijaš. Ne? In s takimi ljudmi se družim, da mi to govorijo in potem preprosto to srkaš in prenašaš na druge. In je predvsem vse nam je želja, da smo srečni, zadovoljni, pa da lahko pomagamo drugim ljudem oziroma razsvetlimo. In sem tudi jaz vesela, ko meni kdo reče, meni pa to pomagali, zdaj pa še to in pol ti preučiš. Je pa res, da je treba znati ločiti zrno od
vpliv. Tako, to se pravi, da vsekakor, ja. žal vse, kar nekdo reče, ni ok, in vsak od nas iste stvari sprejema drugače. In se vidimo, ali to je za naše telo v tem obdobju. Ne, zame joga 20 let nazaj ni bila, ker nisem bila za njo zrela in nisem znala razumeti. Zdaj mi je super, je pa izredno naporna, ampak ni vsaka joga zame. Jaz hodim hvesni kavčič, to se pravi, se moram voziti vsakeč 20 minut, 25 dni imam je v Ljubljani. Ampak ona mi res naredi čudež. In jaz spim ka angelček celo noč po tisti jogi. Je pa naporna. Vsakeč, ko pridem tja, si želim, pol se mučam, kaj mi je to v življenju treba, ko pa grem, si čist druga. Ja, pa tisto zadovoljstvo v sebi, ki ga čutiš. In napor, ki si uspel, in vse, ko vidiš, kako se ti telo začne spreminjati, kako tudi lepše oblikovano, lepše mišice, ne tako. Je bolj zadovoljen si sam sabo v resnici. In samozavest je višje na koncu. In samozavest je v resnici tudi z tega področja, ker misliš, da sploh ni potrebe, višje. Zato sem rekla, da to ni knjiga, ampak v resnici pa skušaš. Ja, tako. Je sprememba načina življenja in čeprav samozavest sem napisala že 2 leti nazaj. Aha, že. Pa mi moja podzavest ni dovolila, da jo izdam. Ste jo potem v bistvu, ko ste sem mogla čakati. Je prej nastala Darilo za čudovito osebo, to je darila za več, to je knjiga za več sreče, močnejše misli, za večjo motivacijo. Se pravi, to je recimo zdaj za novo leto čudovito darilo za vodje dajo zaposleni. Si predstavljate, dobite darilo za čudovito osebo. Ja, vsekakor. Pa kakšne lepe fotografije so noter. Ja, to sem že gledala. To sem vse sama naredila. Ja. Te fotografije? Ja, to je vse moje z telefona. Nekje ste tudi vi, se mi zdi, gor. Samo moje noge. A ja? Sem 2 kolena. 2 kolenčka. Ja, sem to ne vem niti, če kdo razume, da sta te 2 hrbta. A ja, sem ne. Ne, mislim, da ste nekje. Plavam v bazenu, res je. Balončki, a ne? Plavam v bazenu. In sicer napisala sem knjigo, končala sem javno nastopanje. In sem šla v bazen, oblečena z baloni in me hči slika. In je rekla, mami, pa zakaj greš oblečena sem, ker še nikoli nisem bila. To je otrok, da viš idejo, jaz bi šla pa oblečena not, zakaj pa ne? Pa se gre. In prav, ampak zakaj sem rekla, knjigo sem končala, 4 leta sem pisala. Pa penino sem si odprla, prav, boš kar celo spila. Sem rekla, se ne bom v enem dnevu. Ja, pa kar sama, sem sama knjigo napisala, se ni noben drug namesto mene. Ja, pa seveda. In je tu otroku sebi balone sem si dala, veselje. In to mi je pa enkrat Vinko Globokar, naš skladatelj, ki je že v tujini, iz Žužemberka sva enkrat je penino odprla, sem rekla, pa kar sam. Ja, pa se sem jaz sam pisal te note 4 leta. In mi je bila toliko fascinantna misel. Ja, in sam sebe, in tle pišem, moraš med sebe rad, in ja, to je ta slika, ko sem z baloni oblečena, šla v bazen, ta otrok, ne? In voda je tudi ona rekla, mami, di še mene vrst v bazen, oblečena in je vrža, in je tako skakala, navdušena, top smo se imeli, no? Prebudili smo verjetno enega otroka v sebi. Odlično. To je zelo lepo takole slišati, tudi dejansko, kar spodbudite ljudi, da so, bom rekla, začnejo sami na sebi delati in neko dobro voljo širite, no, tako bom rekla. Hvala lepa. Imate še karkoli, kar bi še želeli sporočiti za naše gledalke in gledalce? Imejte se radi, imejte radi svoje telo. Vse je treba malo tudi telovaditi, če nam je všeč ali ne. In mislim, da ko se imaš rad in ko razumeš to besedo in si za njo hvaležen in ko si obdan s pravimi ljudmi, da nimaš kakšnih toksičnih, da zbeži stran od njih, ker se hranijo z nami, potem v bistvu ne more biti drugače, kot da imate nasmešek na obrazu, veselje, ki ga lahko delite, širite, se veste, nasmeh se deli, tako. Se širi naprej, nič nastane, je pa fenomenalen, ko ga vidiš in tudi to v bistvu je tisto, kar nas naredi najmočnejše, to je tisto, kar ti naredi svet najlepši. In ja, seveda jokamo, seveda smo žalostni, niso vedno sponi, in mogoče nas ravno te slabi ali pa težki trenutki naredijo, da se spomnimo in smo lahko hvaležni za vse tiste, ki so dobri in nas naučijo, da te napake, ki si jo naredil, ne bo želel več enkrat narediti. Kar ponovadi je to povezano z neko napako, ki jo naredimo zaradi neprevidnosti, neznanja in tako naprej. Vse pri meni se je tako pokazalo.
ampak se pol opolnomočaš, jaz sem kar tu šla brati. Jaz nisem na to, tukaj sem odprla, sem rekla, saj res tako, kaj je zdaj, tale, to je dobro napisala, dobra je bila. Dobro, to je to. In greš naprej, ampak si najdeš neko motivacijo, takrat se nas čim manj ubiranja, čim manj slabih stvari prenašati in čim manj v slabem govoriti, kar je bilo za nazaj. Ja, kar je bilo. Sam podoživljaš, rečeš dvakrat, trikrat imaš tam unga psihoterapeuta ali pa prijatelja, ki smo razložili, potem pa stop, korak naprej. Danica Purk me je ravno septembra klicala, ko sem imela res, tisti ponedeljek je bil težek, sesula sem se čist, ne. In je rekla, 2 dni je čas za žalovanje. Najprej ste jezni, prav 2 dni, ne, potem žalujete, ampak najprej jeza, potem je žalovanje, potem je pa akcija. In me kliče v petek, kako ste, sem rekla, dan sem že v akciji. No, in je bilo to. Ja, tako da v bistvu treba žalovanje imeti, seveda imaš tudi jezo, ne, naprej, ko žaluješ, potem rataš jezen, Tako. ampak potem greš pa v akcijo. Ne smete tista žalost, ni dobro, da te poje, ker tako, ko bomo mi reagirali, bodo tudi naši otroci. Mi pa moramo biti vzor. Čim lepši vzor, da bodo imeli čim lepše življenje, pa se itak so oni bolj pametni od nas, bodo predvidevam boljše živeli. Vsekakor. Andreja, najlepša hvala, tole je bil res tak spodbuden pogovor. Hvala, da si bila z nami tle v studiu, tako da upam, da se še kaj srečava tudi na kakšni kavi, še kdaj se še kaj pogovarjava in se motivirava, mogoče tudi drugo naprej. Hvala lepa za povabilo, za čudovit pogovor in najlepše želje tudi vsem vašim poslušalkam, poslušalcem in gledalkam in gledalcem. Najlepša hvala. Gledalke in gledalci, najlepša hvala, da ste bili z nami in ne pozabite, ostanite vedoželjni in bodite informirani. Do naslednjič.